Danes 8. oktober 2025, močno sonce. Sam ne tako zelo močno, kot je bilo 3 leta nazaj, ko je 2 dni snežilo, 6. 7. oktober. Noč 7. oktober je bila zame zelo težka, ker mi je gospa iz našega društva umirala na rokah. 8. oktober zjutraj, v bistvu dejansko okrog polnoči, je njena duša odšla. Pa potem zdravniki, pa pogrebniki, pa jaz, ke sem nekaj časa sedela ene 2 uri. Tako da se je naredil dan. Iz okna njenega stanovanja, ki ga zdaj čistim, obnavljam, v kateri bojo res prekrasne delavnice, srečanja z mano v živo. Iz tega okna je bilo na današnji dan pred 3 leti opaziti neverjeten cvetenje jablan. Jablane, to je noro cvetelo. In ko sem se odpeljala na drugo lokacijo, kjer je bil njen sin 3 ure daleč, tudi tam so jablane cvetele samo tisti dan. Pa sem imela nek tak notranji občutek, kot da je gospa, ki je bila izjemno usmerjena v naravo, pustila dušo v teh jablanah. In smo njeno prisotnost čutili zelo dolgo časa. Zelo dolgo časa so tudi, kadar smo imeli občutek, da nekaj nam hoče povedati, polkna na stanovanju butala. In to tolikokrat, kakor smo jo hecali, zdaj pa mama pobutaj. 2-krat, 1-krat, 3-krat in to je bilo to. Pa naj še kdo reče, da duša ne obstaja, pa še naj kdo reče, da energije ne obstajajo ali pa da je kakšen slučaj na tem planetu. Hotela sem z vami deliti to, v bistvu ni lahko, ko ti nekdo umira na rokah. Ni to prvič v mojem življenju, moraš biti pa kar močan, brez čustev, odrasel, sprejeti dejstva taka, kot so, in spustiti osebo, ki se je odločila, da bo odšla za vedno. Počivaj naj v miru, gospa. 90 let bi bila stara, v bistvu decembra, takrat, ko je umrla. Bila je ena najstarejših naših članic, oziroma najstarejša, in pa tudi je našo prehrano upoštevala, naše smernice, zato je živela kar dlje časa, kot dejansko bi sicer. Ni bila pa toliko dosledna, da bi se to čisto saniralo, pač njeno zdravje. Bi se pa verjetno dalo, čeprav ne vem točno v teh letih, koliko časa rabiš. Ker zdaj imamo izkušnje z osebo, ki je okrog 50, malo več, in ko je bila nepokretna, in zdaj že 4. leto dejansko, ker se zelo intenzivno ukvarja s sabo. Evo, da vam še pokažem, tale kuža me je prišel pogledat. Se ukvarja s sabo, ampak so fantastični rezultati. Sledite nam. Odločila sem se res, da bom pač tak krajše video bom snimala in vam bom povedala stvari, ki so nekaterim bojo res veliko pomenile in mogoče tudi sebi lahko ali izboljšate življenje ali pa zelo pohitrite svojo pot do sreče in zadovoljstva. Lep dan.